Murski Soboti na Fazaneriji dvoboj domače Mure in Aluminija. Gosti imajo novega trenerja, ekipo je prevzel Edin Osmanović in želel zabeležiti prve 3 točke. Mura, ki je v zadnjem času v slabem rezultatskem nizu, pa je tokrat želela zmago. Najprej so krenili odločno in do prve priložnosti je prišel Rajko Rep, ki je poskušal daleč, a zgrešil vrata Aluminija. Nato še ena kombinacija v 10. minuti, do strela je prišel Damjan Bohar, na koncu nekoliko preslabo za vratarja Murka, ki je žogo še enkrat uspel izbiti. Potem pa nadaljevanje akcije v 11. minuti, poskus Repa, odbita žoga pa le do Marija Sačarja, ki je poskrbel za prednost Prekmurcev 1-0. Močan strel Repa, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Sačar. Nato še enkrat priložnost tudi na drugi strani in hitro izenačenje. Tadej Žagar je meril daleč in zadev za 1-1. Takole še enkrat Žagar z ogromne razdalje in premagan je bil tudi vratar Draković. Po izenačenju še ena priložnost za Prekmurce, žoga pred vrata in nekaj sreče tudi za gostujoče nogometaše. Na koncu je streljal Alen Ploj, a ni dosegal novega zadetka. Do konca prvega polčasa še 3 priložnosti. Najprej je poskušal za Aluminij Blodek, potem situacija na sredini igrišča, takole trčenje in težave za Muro, kajti Rajko Rep je dobil neposredni rdeči karton zaradi prekrška po mnenju glavnega sodnika. Takole naj bi s komolcem udaril gostujočega igralca in je moral predčasno z igrišča. In nato še Marko Drevenšek iz prostega strela, na pravem mestu Draković, ki je žogo uspel izbiti in polčas je končal neodločeno 1-1. V drugem delu pa je Aluminij zapretil najprej z igralcem več. Tole je že priložnost za Matica Črnica. Nato še enkrat ekipa iz Kidričevega, tokrat je streljal Semir Spahić, a na koncu žoga ni končala v mreži, kot za Aluminij je bil rezultat tele akcije. No, potem pa se je tudi Mura zbudila in najprej je meril Arpad Vašo daleč, odlična obramba Murka, ki je žogo poslal v kot. Nato tudi Jure Travner po podaji iz kota z glavo za malenkost mimo vrat. Mura pa je še naprej imela nekaj več od igre v zadnjih 15 minutah. Tole je velika priložnost, katero je zapravil Vedran Vinko, a je ni uspel izkoristiti in še pred zadnja minuta rednega dela Rade Jovanović, tudi on pa izgrešil in tekma v Fazaneriji se je končala neodločeno 1-1.